Pozdravljeni, sem Jernej in v tem posnetku vam bom pokazal bolj iz praktičnega vidika, kako prijeti akorde dur, mol, dur 7 in mol 7 na barej način. Zdaj, v začetku se bomo sprehodili malo čez imena tonov, v nadaljevanju bodo prikazani, kako so te toni postavljeni na 5. in 6. struni. Nato pa bodo sledili barej prijemi dur, dur 7, mol, mol 7 na osnovi 6. strune in na osnovi 5. strune. In na koncu bosta še dva dodatka, za tiste, ki bi radi še kaj več, kakor bomo mi na naših vajah obdelali. In sicer eden bo glede tona B in H in drugi pa še označevanje akordov po tujih literaturah. Po mojem mnenju bo v tem posnetku kar dosti snovi v zelo kratkem času, zato si predlagam, da si pripravite nekaj za... Jaz sem si pripravil sicer kakav, ko sem bolj od sladka, lahko tudi čaj ali karkoli, ker se bo tudi v posnetku prikazovala šalica, ker po mojem mnenju je dobro, da se malo ustavite in razmislite, kaj je prikazano na strani. Tako, zdaj na pamet točno ne vem poglavij, zato se bo zdaj, ko se bo ta video končal, ta začetek, pokazalo tudi kazalo, ki bo prikazovalo tudi časovno, kje je kakšno poglavje, tako da v nadaljevanju, če boste ta video večkrat pogledali, boste prej dobili tisto vsebino, ki vas zanima. No, pa začnimo. V tem poglavju bomo ponovili poimenovanja tonov in iz njih sestavili zaporedje, ki ga bomo potrebovali v naslednjih poglavjih. Na sliki vidimo klaviaturo, ki ima tipke označene s toni. Te tone v nadaljevanju zapišemo v vrstico, kot prikazuje video. Te toni predstavljajo tone ene oktave. Če želimo iti višje od tega, se toni nadaljujejo po tem zaporedju normalno C, Cis, D in tako naprej. Če želimo iti nižje od te oktave, pa grejo toni v obratnem vrstnem redu in sicer H, A, Is, A in tako nazaj. To je prva pomembna stvar, da vemo, kako so toni v eni oktavi poimenovani, ker bomo to v nadaljevanju potrebovali. Druga pomembna stvar pa je razdalja med toni. Toni so med sabo oddaljeni za pol tona. Tudi to bomo v nadaljevanju potrebovali. V tem zaporedju pa bomo uvedli še eno spremembo. Ton A-is bomo preimenovali v ton B. To pa zato, ker imamo v naših pesmaricah akord B, ki temelji na tonu B. Pa tudi širše gledano je po mojem mnenju ton B pogosteje uporabljen kot ton A-is, ko se pogovarjamo o igranju kitare. Sem pa pripravil tudi dodatek, ki bo sledil v zadnjem delu videa, kjer bom povedal še nekaj detajlov o tonu B. Sedaj pa naredimo zaporedje tonov s spremembo tona A-is in dobimo zaporedje, ki je obkroženo z zeleno barvo. V tem zaporedju tonov pa vidimo tudi ponavljajoč vzorec. Zato lahko to zaporedje zvijemo v krog, kot prikazuje zelene puščice. S tem dobimo akordni krog, ki je prikazan na spodnjem delu slike. Mogoče vam je taka predstavitev tonov bolj domača, zato sem dodal tudi to v ta posnetek. Bistveno je, da znamo našteti vse tone po vrsti glede na njihovo višino. To si lahko pomagamo z zaporedjem na zgornjem delu slike, tako da vemo, da se toni v desno večajo za pol tona, kot kaže oranžna puščica, in v levo manjšajo za pol tona, kot kaže rjava puščica. Lahko pa si pomagamo tudi z akordnim krogom, tako, da vemo, da se v smeri urnega kazalca, kot kaže oranžna puščica, toni večajo za pol tona in v nasprotni smeri urnega kazalca toni manjšajo za pol tona, kot kaže rjava puščica. Sedaj pa predlagam, da video ustavite in ponovite zaporedje tonov in v kateri smeri naraščajo, v kateri smeri padajo in za koliko naraščajo in padajo. V ta namen se je prikazala tudi šalica. Sedaj pa vprašanje. Za koliko tonov je ton Fis večji od tona D? Če znam odgovoriti na to vprašanje, potem je bil premislek na prejšnji strani dovolj dolg. Vseeno pa je na naslednji strani prikazan tudi odgovor in vidimo, da je ton Fis za 2 tona ali 4,5 tone višji od tona D. S tem je tudi prvo poglavje zaključeno.
Sledi poglavje Toni na kitari. To poglavje je sestavljeno iz 4 podpoglavij. Ime prvega je Vrat kitare. V tem podpoglavju bom predstavil tiste sestavne dele, ki jih bom v nadaljevanju uporabljal. Na vrhu vrata kitare imamo sedlo, ki je ponavadi narejeno iz plastike. To sedlo nam določa ton posamezne strune, ko strun s prsti ne držimo v nobenem polju. Predpostavimo, da imamo kitaro standardno uglašeno. V tem primeru bodo toni praznih strun E, A, D, G, B, E, kot je napisano na levi strani. S tem bom tudi rekel, da v primeru, ko strune ne držimo z nobenim prstom, njen ton določa sedlo. Torej, v primeru standardne uglasitve kitare so to toni E, A, D, G, B, E. Ko pa pritisnemo struno v nekem polju kitare, se ton zveča. Razlika tonov med dvemi polji je pol tona. In s tem smo tudi to podpoglavje zaključili. Sledi drugo podpoglavje poglavja Toni na kitari, in sicer z imenom struna 6. V tem podpoglavju si bomo pogledali, kako so toni razporejeni na struni 6. Če strune 6 ne držimo, nam njen ton določa sedlo. V našem primeru bo to ton E. Če pritisnemo struno 6 v prvem polju, bomo igrali ton, ki je pol tona višji od tona E, in to je ton F. Če pritisnemo struno 6 v drugem polju kitare, bomo igrali ton, ki je pol tona višji od tona F, in to je Fis. Če pritisnemo v tretjem polju, bomo igrali ton, ki je pol tona višji od Fisa, to je G. Na takšen način se toni na struni 6 povečujejo po zaporedju, ki smo ga spoznali v prvem poglavju. V tem posnetku so toni na struni 6 prikazani do 12. polja, kar predstavlja ravno eno oktavo. Predlagam pa, da si tukaj video malo ustavite in ponovite, v katerem polju na struni 6 igramo kateri ton. S tem namenom se je pojavila tudi šalica. In hkrati smo s tem tudi zaključili to poglavje. V podpoglavju struna 5 poglavja Toni na kitari pa si bomo pogledali, kako so toni razporejeni na struni 5. V primeru, da strune ne držimo, nam ton strune določa sedlo, se pravi, v našem primeru bo to ton A. Če struno primemo v prvem polju, bomo igrali ton B, ki je za pol tona višji od tona A. Če struno primemo v drugem polju, bomo igrali ton H, ki je za pol tona višji od tona B. Če struno primemo v tretjem polju, pa bomo igrali ton C, ki je za pol tona višji od tona H. Na ta način se toni na struni 5 večajo po zaporedju, ki smo ga spoznali v prvem poglavju. V tem posnetku so na struni 5 prikazani toni do 12. polja, kar predstavlja ravno eno oktavo. Predlagam, da se video tukaj malo ustavite in ponovite, v katerem polju na 5. struni igramo kateri ton. S tem namenom se je prikazala tudi šalica. Hkrati smo pa s tem tudi to poglavje zaključili. No, sedaj pa pogledajmo še, kako izgledajo toni na 5. in 6. struni v realnosti. Najprej toni na 6. struni. Ko igramo 6. struno v prazno, je to ton E. V prvem polju je to ton F, v drugem Fis, v tretjem G, v četrtem Gis, v petem A, v šestem B, v sedmem H, v osmem C, v devetem Cis, v 10. D, 11. Dis in 12. E. Tako smo prišli čez oktavo, zdaj če gremo više, je to spet F, Fis in tako naprej. Toni na 5. struni grejo pa tako. V
Prazna struna je A. Prvo polje je B, potem drugo je H, tretje je C, četrto je Cis, peto je D, šesto je Dis, sedmo je E, osmo je F, deveto je Fis, deseto je G, 11 je Gis in 12 je A. In potem spet naprej B, H in tako naprej. Toliko o tonih na 5. in 6. struni. Sledi poglavje bare prijemi. Najprej si bomo pogledali označevanje akordov. Najpogosteje uporabljeni akordi v skladbah so dur in mol akordi. Takoj za temi so pa po pogostosti uporabe akordi dur 7 in mol 7. Zato bom v nadaljevanju pokazal bare prijeme za te 4 družine. Za označevanje akordov v osnovi uporabljamo imena tonov. Pri oznaki dur akordov prvo črko tona zapišemo z veliko tiskano črko. Pri oznaki mol akordov pa prvo črko tona zapišemo z malo tiskano. Tako postanejo vse črke tona zapisane z malimi tiskanimi črkami. Pri akordih dur in mol 7 pa se imenom tonov doda še številko 7. Sedaj pa predlagam, da video ustavite in pregledate oznake akordov, ki so prikazane na tej strani. Ta namen se je pojavila tudi šalica. S tem smo tudi to podpoglavje označevanja akordov zaključili. Naslednje podpoglavje poglavja bare prijemi se imenuje dur akordi na osnovi strune 6. Na osnovi strune 6 je poglavje poimenovano zato, ker nam bo ton, ki ga bomo igrali s struno 6, določal tudi akord. V sivem kvadratu vidimo matrico, ki nam predstavlja osnovo za prijem bare dur akordov na osnovi strune 6. Sedaj to matrico poljubno postavimo na vrat kitare, kot prikazuje video. Zgoraj desno vidimo roko, ki ima označene prste s številkami. Te številke nam povejo, katere strune morajo kateri prsti prijeti na vratu kitare. Akorde na osnovi strune 6 igramo na vseh 6 strun. Sedaj pa si moramo odgovoriti samo na vprašanje, kateri ton igramo na struni 6. Na sliki je označen z vprašajem. Iz prejšnjih poglavij vemo, da je to ton A in ta prijem nam predstavlja bare A-dur akord na osnovi strune 6. Sedaj pa to matrico prestavimo nekam drugam na vrat poljubno. In zopet se nam postavi vprašanje, kateri ton igramo na 6. struni. Na sliki je ta ton označen z vprašajem. Iz prejšnjih poglavij vemo, da je to ton Fis, torej ta prijem predstavlja bare akord Fis-dur na osnovi strune 6. Predlagam, da posnetek na tej točki malo ustavite in si poskušate zapomniti, kako izgleda dur matrica za prijem bare akordov na osnovi strune 6. Poleg tega ponovite še postopek, kako se matrico na vrat postavi. S tem namenom se je prikazala tudi šalica. Hkrati smo pa s tem tudi to podpoglavje zaključili. Sledi podpoglavje poglavja bare prijemi, mol akordi na osnovi strune 6. Poglavje je poimenovano na osnovi strune 6, ker nam bo ton, ki ga bomo igrali s struno 6, povedal tudi, kateri akord igramo. V sivem kvadratu vidimo matrico, ki nam predstavlja osnovo za prijem mol bare akordov na osnovi strune 6. Sedaj pa to matrico poljubno postavimo na vrat. Desno zgoraj vidimo roko, ki ima prste označene številkami. Te številke nam povejo, kateri prst mora držati katere strune na vratu kitare. Tudi mol bare akorde na osnovi strune 6 igramo na vseh 6 strun. Sedaj pa si moramo odgovoriti samo še na vprašanje, kateri ton igramo s struno 6. Na sliki je ta ton označen z vprašajem. Iz prejšnjih poglavij vemo, da je to ton B, se pravi, v tem primeru igramo bare akord B-mol na osnovi strune 6. Sedaj pa to matrico poljubno prestavimo po vratu, kot prikazuje video. Zopet se nam postavi vprašanje, kateri ton igramo na struni 6.
Na sliki je ta ton označen z vprašajem. Iz prejšnjih poglavij vemo, da je to ton G, torej nam prijem na tej sliki predstavlja G-mol bare akord na osnovi strune 6. Predlagam, da si video tukaj malo ustavite, poskusite zapomniti matrico in poskusite zapomniti, kako se matrico postavi na vrat kitare. S tem namenom se je prikazala tudi šalica. Hkrati smo pa to podpoglavje s tem tudi zaključili. Sledi podpoglavje poglavja bare prijemi, dur 7 akordi na osnovi strune 6. Na osnovi strune 6 je podpoglavje poimenovano, ker nam bo ton, ki ga bomo igrali s struno 6, hkrati povedal tudi, kateri akord igramo. V sivem kvadratu vidimo matrico, ki nam predstavlja osnovo za prijem bare dur 7 akordov na osnovi strune 6. Sedaj pa to matrico poljubno postavimo na vrat, kot prikazuje posnetek. Desno zgoraj vidimo roko, ki ima prste označene številkami. Te številke nam povejo, kateri prst drži katere strune matrice. Dur 7 akorde na osnovi strune 6 igramo na vseh 6 strun. Sedaj pa se postavi vprašanje, kateri ton igramo s struno 6. Ta ton je na sliki označen z vprašajem. Iz prejšnjih poglavij vemo, da je to ton fis, torej nam ta prijem predstavlja bare akord fis dur 7 na osnovi strune 6. Sedaj pa prestavimo to matrico na drugo mesto poljubno, kot prikazuje video. Zopet se nam postavi vprašanje, kateri ton igramo s struno 6. Iz prejšnjih poglavij vemo, da je to ton gis, torej nam ta prijem predstavlja prijem bare akorda gis dur 7 na osnovi strune 6. Predlagam, da si video tukaj malo ustavite, poskušate zapomniti matrico dur 7 na osnovi strune 6 in postopek, kako se to matrico postavi na vrat kitare. S tem namenom se je prikazala tudi šalica. Hkrati smo pa to poglavje s tem tudi zaključili. Sledi podpoglavje poglavja bare prijemi, mol 7 akordi na osnovi strune 6. Na osnovi strune 6 je poglavje poimenovano, ker nam bo ton 6. strune hkrati povedal tudi, kateri akord igramo. V sivem kvadratu vidimo matrico, ki nam predstavlja osnovo za prijem bare mol 7 akordov na osnovi strune 6. Sedaj poljubno prestavimo to matrico na vrat kitare, kot prikazuje posnetek. Desno zgoraj vidimo roko, ki ima prste označene številkami. Te številke nam povejo, kateri prst mora držati katere strune na vratu kitare. Mol 7 akorde na osnovi strune 6 igramo na vseh 6 strun. Sedaj pa se nam pojavi vprašanje, kateri ton igramo na struni 6. Na sliki je ta ton označen z vprašajem. Iz prejšnjih poglavij vemo, da je ta ton F, torej nam ta prijem predstavlja F-mol 7 bare prijem na osnovi strune 6. Sedaj pa to matrico poljubno prestavimo, kot je prikazano na posnetku. Pri tem prijemu se nam zopet pojavi vprašanje, kateri ton igramo na struni 6. Ta ton je na sliki označen z vprašajem. Iz prejšnjih poglavij vemo, da je to ton gis, torej nam ta prijem predstavlja gis mol 7 bare prijem na osnovi strune 6. Predlagam, da si tukaj video malo ustavite, poskusite zapomniti matrico mol 7 na osnovi strune 6 in poskusite zapomniti, kako se to matrico postavi na vrat kitare. S tem namenom se je pojavila tudi šalica.
Hkrati smo pa to podpoglavje tukaj tudi zaključili. Sedaj pa bare prijemi akordov na osnovi šeste strune. Začel bom z duri. S kazalcem primemo strune čez vseh 6 strun, kot prikazuje posnetek. Te akorde igramo tudi na vseh 6 strun. S sredincem primemo tretjo struno polje više, kot držimo kazalec. S prstancem primemo peto struno 2 polje više, kot držimo kazalec. In z mezincem primemo četrto struno 2 polje više, kot držimo kazalec. V tem primeru igramo na šesto struno ton G, torej nam to predstavlja akord G-dur. Če ta vzorec prestavimo recimo sem, igramo na šesti struni ton B in je to B-dur. Mol prijem na osnovi šeste strune. S kazalcem ravno tako primemo vseh 6 strun. Z mezincem primemo četrto struno 2 polje više, kot primemo s kazalcem, in s prstancem peto struno 2 polje više, kot držimo s kazalcem. V tem primeru igramo na struni 6 ton G, torej je to akord G-mol. Če to prestavimo recimo sem, igramo na šesti struni ton F in je to akord F-mol. Dur 7. S kazalcem ravno tako primemo vseh 6 strun. S sredincem primemo tretjo struno polje više kot s kazalcem in s prstancem peto struno 2 polje više kot polje, ki primemo s kazalcem. Se pravi tako. V tem primeru igramo na struni 6 ton A in je to A7 dur akord. Če ga postavimo sem recimo, igramo s struno 6 G ton, se pravi je to G-dur 7 akord. Ostane nam še mol 7. S kazalcem primemo čez vseh 6 strun in s prstancem primemo peto struno 2 polje više, kot držimo s kazalcem. V tem primeru igramo tle A, se pravi bo to A-mol 7. Če premaknemo recimo sem, igramo s šesto struno ton Fis, se pravi bo to akord Fis-mol 7. Toliko o akordih na osnovi šeste strune. Naslednje podpoglavje poglavja bare prijemi je dur akordi na osnovi strune 5. Na osnovi strune 5 je poglavje poimenovano, ker nam bo ton na 5. struni povedal, kateri akord igramo. V sivem kvadratu vidimo matrico, ki nam predstavlja osnovo za prijem dur akordov na osnovi strune 5. Sedaj pa postavimo to matrico poljubno na vrat kitare, kot prikazuje posnetek. Desno zgoraj vidimo roko, ki ima označene prste številkami. Te številke nam povejo, kateri prst mora držati katere strune na vratu kitare. Dur akorde na osnovi 5. strune igramo na spodnjih 5 strun. Sedaj pa si moramo odgovoriti še na vprašanje, kateri ton držimo s 5. struno. Na sliki je ta ton označen z vprašajem. Iz prejšnjih poglavij vemo, da je to ton C, torej nam ta prijem predstavlja bare C-dur akord na osnovi strune 5. Sedaj pa to matrico poljubno prestavimo, kot prikazuje video. Zopet se nam postavi vprašanje, kateri ton igramo na struni 5. Iz prejšnjih poglavij vemo, da je to ton dis, torej nam ta prijem predstavlja bare akord
dis, dur na osnovi strune 5. Predlagam, da posnetek tukaj malo ustavite, ponovite, kako izgleda matrica za prijeme dur akordov na osnovi strune 5 in ponovite, kako se to matrico na vrat kitare postavi. V ta namen se je prikazala tudi šalca. Hkrati smo s tem to podpoglavje zaključili. Sledi podpoglavje poglavja bare prijemi mol akordi na osnovi strune 5. Na osnovi strune 5 je podpoglavje poimenovano, ker nam bo peti ton, ki ga bomo igrali struno 5, povedal tudi, kateri mol akord igramo. V sivem kvadratu vidimo matrico, ki nam predstavlja osnovo za prijem mol akordov na osnovi strune 5. Sedaj pa to matrico poljubno postavimo na vrat kitare, kot prikazuje posnetek. V zgornjem desnem kotu vidimo roko, ki ima označene prste številkami. Te številke nam povejo, kateri prst drži katere strune na vratu kitare. Mol akorde na osnovi strune 5 igramo na spodnjih 5 strun. Sedaj pa si moramo odgovoriti še na eno vprašanje. Kateri ton držimo s struno 5? Na sliki je ta ton označen z vprašajem. Iz prejšnjih poglavij vemo, da je to ton cis, torej nam ta prijem predstavlja bare prijem cis mol akorda na osnovi strune 5. Sedaj pa to matrico poljubno prestavimo, kot prikazuje posnetek. Ponovno se nam postavi vprašanje, kateri ton igramo s struno 5. Na sliki je ta ton označen z vprašajem. Iz predhodnih poglavij vemo, da je to ton H, torej nam ta prijem predstavlja prijem bare akorda H mol na osnovi strune 5. Predlagam, da posnetek tukaj ustavite, ponovite izgled matrice za prijem akordov mol na osnovi strune 5 in način, kako se to matrico na vrat postavi. V ta namen se je prikazala tudi šalca. Hkrati smo s tem tudi to podpoglavje zaključili. Sledi podpoglavje poglavja bare prijemi dur 7 akordi na osnovi strune 5. Poglavje na osnovi strune 5 je tako poimenovano, ker nam bo ton, ki ga bomo igrali struno 5, hkrati tudi povedal, kateri dur 7 akord igramo. V sivem kvadratu vidimo matrico, ki nam predstavlja osnovo za prijem dur 7 akordov na osnovi strune 5. Sedaj pa poljubno postavimo to matrico na vrat kitare, kot prikazuje posnetek. Desno zgoraj vidimo roko, ki ima označene prste številkami. Te številke nam povejo, kateri prst mora držati katere strune na vratu kitare. Dur 7 akorde na osnovi 5. strune igramo na spodnjih 5 strun. Sedaj pa se nam pojavi vprašanje, kateri ton igramo s struno 5. Ta ton je na sliki označen z vprašajem. Iz prejšnjih poglavij vemo, da je to ton B, torej nam ta prijem predstavlja prijem B dur 7 akorda na osnovi strune 5. Sedaj pa to matrico prestavimo, kot je prikazano na posnetku. Zopet se nam postavi vprašanje, kateri ton igramo s struno 5. Ta ton je na sliki označen z vprašajem. Iz prejšnjih poglavij vemo, da je ta ton D, torej nam ta prijem predstavlja bare prijem akorda D dur 7 na osnovi 5. strune. Predlagam, da si posnetek tukaj ustavite, ponovite izgled matrice za prijem dur 7 akordov na osnovi strune 5 in postopek, kako se to matrico postavi na vrat kitare. S tem namenom se je prikazala tudi šalca. Hkrati smo pa to poglavje s tem tudi zaključili. Sledi podpoglavje poglavja bare prijemi mol 7 akordi na osnovi strune 5. Na osnovi strune 5 je podpoglavje poimenovano, ker nam bo ton, ki ga bomo igrali struno 5,
hkrati tudi povedal, kateri mol 7 akord igramo. V sivem kvadratu vidimo matrico, ki nam predstavlja osnovo za prijem mol 7 akordov na osnovi strune 5. Sedaj pa to matrico poljubno postavimo na vrat, kot prikazuje posnetek. Desno zgoraj vidimo roko, ki ima prste označene številkami. Te številke nam povejo, kateri prst mora katere strune držati na vratu kitare. Mol 7 akorde na osnovi 5. strune igramo na spodnjih 5 strun. Sedaj pa se nam pojavi vprašanje, kateri ton igramo s struno 5. Ta ton je na sliki označen z vprašajem. Iz prejšnjih poglavij vemo, da je ta ton C, torej nam ta prijem predstavlja bare prijem akorda C mol 7 na osnovi strune 5. Sedaj pa to matrico poljubno prestavimo, kot prikazuje posnetek. Ponovno se nam pojavi vprašanje, kateri ton igramo s struno 5. Ta ton je na sliki označen z vprašajem. Iz prejšnjih poglavij vemo, da je ta ton D, torej nam ta prijem predstavlja prijem bare akorda D mol 7 na osnovi strune 5. Predlagam, da si posnetek tukaj malo ustavite, ponovite, kako izgleda matrica za prijem mol 7 akordov na osnovi strune 5 in kako se to matrico postavi na vrat kitare. S tem namenom se je prikazala tudi šalca. Hkrati je pa to poglavje s tem tudi zaključeno. Bare prijemi na osnovi 5. strune. Praktični prikaz. Začel bom z durem. Bare akorde na osnovi 5. strune igramo na spodnjih 5 strun. Kazalec postavimo čez spodnjih 5 strun v nekem polju. Jaz sem si izbral 3. Potem z mezincem primemo drugo struno 2 polji više, ko držimo kazalec. Potem s prstancem primemo 3. struno 2 polji više, ko držimo kazalec. In s sredincem primemo 4. struno 2 polji više, ko držimo kazalec. V tem primeru igramo akord C-dur, ker na 5. struno igramo ton C. Zdaj pa, kot slišite, to ni neprav lepo zveni, ker jaz tega prijema nisem vajen primiti tako. Meni osebno je lažje prijeti te 3 strune 2 polji više, kar z mezincem vse. In potem ta stvar zveni tako. Če ta vzorec prestavim, ne vem, recimo sem, igram na 5. struni ton dis, se pravi, bo to dis-dur akord. Mol prijem na osnovi 5. strune. S kazalcem primemo vseh spodnjih 5 strun. S prstancem primemo drugo struno polje više kot strune, ki jih držimo s kazalcem. Z mezincem primemo 3. struno 2 polji više, ko držimo polja s kazalcem. In s prstancem primemo 4. struno 2 polji više, kot držimo polja s kazalcem. Na 5. struni igramo v tem primeru cis ton. Se pravi, nam ta akord predstavlja cis mol. Če to predstavim recimo za pol tona više, igram na 5. struni ton D, se pravi, bo to akord dis mol. Ne, D mol. Dur 7 na osnovi strune 5. S kazalcem primemo 5 strun, kot prikazuje video v nekem polju. Z mezincem primemo drugo struno 2 polji više, kot držimo strune s kazalcem. S prstancem primemo 4. struno 2 polji više, kot držimo strune s kazalcem. V tem primeru igramo na struni 5 ton C, se pravi, je to naš akord C-dur 7. Če postavimo vzorec recimo sem, igramo na 5. struni ton dis, se pravi, bo to dis-dur 7 akord.
Ostane nam še mol 7 prijem na osnovi 5. strune. S kazalcem držim spodnjih 5 strun, v 3. polju sem si izbral. Sredincem primem drugo struno polje višje, kot držim strune s kazalcem. In s prstancem primem 4. struno 2 polji višje, kot držim strune s kazalcem. Na 5. struni sedaj igram ton C, se pravi, nam ta akord predstavlja akord C-mol 7. Če prestavim zadevo sem, recimo, na 6. polje, igram na 6. struni dis ton, se pravi ton dis, in nam ta akord predstavlja akord dis-mol 7. Toliko o bare prijemih akordov na osnovi 5. strune. To je to. To je konec rednega dela in kar sem povedal do zdaj, bo dovolj za izvedbo naših vaj. Sem pa pripravil še 2 dodatka, ki sta po mojem mnenju kar pomembna za vse, ki igramo kitaro. In sedaj pa, za tiste, ki bi radi izvedeli kaj več, si lahko pogledate v nadaljevanju še ta 2 dodatka. Sledi dodatek označevanje akordov 2. V tem dodatku bom pokazal še en način, kako se tudi označuje akorde. Če boste šli brskat po tujih spletnih straneh, boste naleteli tudi na oznake, ki vam bom predstavil v tem dodatku. Oznaka akorda, ki ga predstavljam v tem dodatku, je sestavljena iz 3 delov. Prvi del oznake predstavlja ton. Posebnost te oznake je, da namesto iz končnice za višaje tonov uporabljamo lojtro. Potem sledi drugi del oznake, ki je ali pa ga ni. V primeru, da ga ni, pomeni, da gre za akord dur, če pa je tukaj mala tiskana črka M, pomeni, da gre za akord mol. In sledi še tretji del oznake, ki nam pa pove tip akorda. Če tukaj ni oznake, pomeni, da gre za osnovni akord dur ali mol, če je pa tukaj oznaka, nam pove, za kateri tip akorda gre. Se pravi, lahko je to 7, lahko je maj 7, lahko je sus 4 in tako naprej. Spodaj je zapisanih par primerov dur in mol akordov. S tem je ta dodatek tudi zaključen. Sledi dodatek ton BB, B in H. V tem dodatku si bomo pogledali še en detajl, na katerega boste naleteli in bo morda povzročal malo nejasnosti, ko boste iskali akorde na tujih spletnih straneh oziroma zapis akordov na osnovi ameriškega sistema. Na sliki vidimo zaporedje tonov po evropskem sistemu in po ameriškem. Evropski sistem sem sicer jaz poimenoval, ker tega uporabljamo pri nas. Zdaj mogoče ni to najboljši izraz, ampak važno je, da razumemo. Če pogledamo zaporedje tonov ameriškega sistema, ki je na sliki pobarvan z oranžno barvo, ugotovimo, da oni tona H sploh ne poznajo. Poznajo ton B in nižan B, ki je označen z BB. Sedaj pa ta 2 sistema zapišemo enega na vrh drugega. Vidimo, da sta sistema dokaj podobna, razlikujeta se le v tonih H, B, BB in B. Z rdečim kvadratom so označene razlike. Kar si moramo zapomniti je, da v ameriškem sistemu ton B je enak v našem evropskemu tonu H. Naš ton B je enak ameriškemu sistemu ton BB. Se pravi nižan B. Kje se nam bo to poznalo? V preteklih poglavjih smo spoznali, da nam v bistvu ton, ki ga igramo na 5. in 6. struno, hkrati predstavlja tudi akord. Torej, če dobimo skladbo, katere spremljava je zapisana na osnovi ameriškega sistema, bo njihov B, zdaj dur, mol, karkoli, v bistvu naš H, dur, mol ali karkoli.
In njihov BB, se pravi nižan B, bo v bistvu naš B. In to je ta razlika. Na to bi vas rad opozoril, da ne boste rekli, Jernej nas je narobe navadil. Tako, in s tem je to poglavje tudi zaključeno. To je to. Prišli smo do konca tega posnetka. Zdaj iz večjih razlogov, ne vem še kaj bi povedal, pa tudi kakava mi je zmanjkalo, tako da mislim, da bo zdaj dovolj tega govorjenja. Upam, da ste izvedeli kaj koristnega. In zaključimo v stilu, ne. Video gradivo sem za vas pripravil Jernej.